Z MG-jem odpeljemo v vztrajnostno preizkušnjo 750 km Slovenije. Martina na primeru Peugeota 5008 poudari, da je izraz dovolj relativen. Potem se pritožimo, da zaradi bruseljskih nesmislov po gozdu ne moremo voziti potiho. Najprej pa seveda nova Katrca. Poglejmo današnjo avtomobilnost. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Našo preteklo oddajo smo pričeli z dobro novico z Kitajske. Tokrat pa pričenjamo z dobro francosko novico. The first good news is that we just launched R5 and it works. We will launch R4 and I'm sure that the feedback of the journalists and the feedback of the first customers are quite good. It means that we can have a good prognostic for the future of the new Twingo EV, which will be built in Revos. Donc for me, the point now is to speed. I think we want to develop this car within 2 years or even less than 2 years. And of course, Novo Mesto will be part of the game. Donc we trust the people there. We trust our capacity to work together, not only to produce and to export, but also to sell even more EV in Slovenia, which is for us very important. What does it mean for the future? I think the good news is that we put our EV development and our strategy in the heart of Europe. And I think what is very important is not only to produce locally in Europe, but also to be able to bet on very, very sophisticated plants like we have in Revos to do our best, not only in terms of competitiveness, but also in terms of quality. We have a legacy with Revos, we have a high level of quality, we are competitive and we are in Europe. That's why we want to build our EV ecosystem within Europe, in France, but also in Revos, and that's why we decided to put Twingo in Revos. Model Twingo, ki ga torej na Dolenjskem že vsi nestrpno pričakujemo, od svoje uvedbe leta 1992 pa do danes pravzaprav s cest ni nikoli izginil. No, nekoliko drugačna pa je zgodba Katrce. Pisalo se je leto 1994, ko se je rodil naš izvrstni snemalec David, z proizvodnega traku v Novem mestu pa so zapeljali zadnji primerki Renaulta 4. No, danes ima David na glavi že tudi kakšen siv las. Tako dolgo smo čakali na novo Katrco. Katrca je nazaj. In moram priznati, da mi na prvi pogled ta avto izgleda zelo zabavno. It would have been boring to put a battery on a Captur. Obujenih Renaultovih legend smo se zelo razveselili in skupni imenovalec teh reinkarnacij so zagotovo značilni oblikovni elementi, ki so zelo domiselno in zabavno prilagojeni za leto 2025. V primeru Katrce so vsekakor najbolj opazni detajli njeni žarometi. Poglejte, zadnji so vertikalni in pa trodelni, tako kot pri originalu, prednji pa so seveda značilni okrogli. The difficult thing is to capture the spirit of the Renault 4, and I think we capture the spirit with the looks, you know, the front end. With one of my favorite parts is the front grille, which has a light signature instead of material is that? Yeah, this is a acrylic. Which really allows the light signature to come through instead of the chrome. So this is a modern reinterpretation. And for the first time, we also have the logo in light. So this is really fantastic. That means that during the day or during the night, you can always recognize the Renault 4. If you used to see an old Renault 4, you had, you know, the round headlights, the very rectangular grille. And this we retained, but we reinterpreted it in a very new and modern way. And you can see that we even go very far with the details. Every time you go closer to the car, you discover something new. And this is really important for us. You see that the car is made with a lot of love. Poglejte, imamo pa naprimer tudi detajle, katerih edini namen je obujanje spomina. Naprimer ta dva plastična elementa na pokrovu motorja, ki seveda nista zračnika, ampak ju zgolj imitirata.
Katrca zračnikov tukaj ne potrebuje, ker seveda vozi na elektriko. In ta električni pogon je že ob premiernem razkritju sprožil številne vaše zanimive debate in pa komentarje. Ampak, če so ti komentarji pozitivni ali pa negativni, dejstvo je, da brez elektrike nove Katrce, pa tudi nove petke, verjetno sploh ne bi bilo. The EV architecture gives us some really advantages. The engine, the e-motor is much more compact. So that means you can shorten the overhangs of the car. You can put bigger wheels on the vehicle, and the big wheels can still turn because the engine is smaller. So these things, if we would have to switch to an internal combustion engine, probably the overhang would grow, the wheels would get smaller, and the car wouldn't be as efficient. So it's really an advantage to have this EV architecture. Pa preverimo raje, kako se ta električni pogon obnese v praksi. Pogon je enak kot pri že poznanem Renaultu 5. Torej, na voljo sta dve bateriji s kapaciteto 40 ali 52 kWh, tokrat pa smo preizkušali različico z večjo baterijo, ki jo poganja motor z močjo 110 kW. Moram priznati, da smo se na prvi vožnji na zelo umirjenih portugalskih cestah vozili precej počasi. In tako je naša povprečna poraba kar dolgo znašala le 9 kWh na 100 prevoženih kilometrov, no potem, ko smo šli še malo v klanec, je narasla na 12 kWh, ampak menim, da bo tista realna poraba, ki jo bomo izmerili doma na našem testnem krogu, nekje okoli 15 kWh na 100 prevoženih kilometrov, kar pomeni, da bomo lahko z enim polnjenjem prevozili dobrih 300 km. Čeprav je dvakrat težja od originala, nova Katrca v svetu električnih avtomobilov ne velja za težko kategornico. Z maso pod 1500 kg ni namreč skoraj nič težja od petke. To je tipičen francoski malček s prednjim pogonom, predvsej udobnim vzmetenjem in lahkotnim krmiljenjem. Vzmetenje je torej nekoliko mehkeje nastavljeno kot pri petki. Pa tudi zvočna zatesnitev je povsem ok, vsaj dokler ne boste vozili z večjimi avtocestnimi hitrostmi. Na teh poteh boste lahko med postanki na hitrih polnilnicah polnili z največjo močjo 100 kW, no na počasnih javnih polnilnicah pa boste lahko z izmeničnim tokom polnili z največjo močjo 11 kW. Sicer pa bo notranjost najlažje primerjati z Renaultom 5. Ta armatura je v resnici zelo podobna, z vidika uporabnosti pa je pravzaprav povsem enaka. No in če pogledamo še sedeže, zelo podobni so kot pri petki, edina razlika je pravzaprav tale sedalni del, ki je podložen še z nekaj več pene in je na ta način še nekoliko mehkejši. Z največjim zanimanjem pa sem sedel na zadnjo klop. No in tukaj je v primerjavi s petko, ki je zadaj zares utesnjena, precej več prostora, nekoliko več ga je že za glavo, ampak ključna razlika nastane pri prostoru za noge. Poglejte, koliko imam še prostora za kolena, ampak še vedno, tako kot pri petki, nog ne moremo potisniti pod prednji sedež, razen če prednji sedež nekoliko dvignemo. Pa še ena pomembna razlika. Katrca bo kmalu prinesla tudi možnost retroplatnene strehe. Po zaslugi velike odprtine bodo lahko v kabrio občutku uživali tudi potniki zadaj. Dobro novico pa imam, če iščete velik prtljažnik. No, tako kot pri originalu je ta prtljažnik precej uporaben. Najprej mi je zelo všeč, da ga odpremo takole električno z brco pod zadnji odbijač, no potem pa tukaj dobimo prostornino 420 litrov in pa izjemno nizek nakladalni rob, ki ima višino le 60 cm. Za prevoz daljših predmetov lahko popolnoma zložimo tudi prednji sovoznikov sedež in tako vozimo predmete do dolžine 2,2 metra. Kam pa bomo skrili polnilne kable? Poglejte, tukaj pod tole dvojno dno, ki se takole zelo zanimivo odpre. Spodaj pa imamo takšno praktično in plastično posodo in jaz že vidim priložnost, da jo lahko zelo preprosto operemo, ker veste, da ti polnilni kabli se znajo zelo pogosto kar pošteno umazati. Po oglasih pa voltom ponovno dodamo še nekaj oktanov. No, poleg tega pa me zelo zanima, kolikšna je bila poleg litrov in kilovatnih ur na tej vztrajnostni preizkušnji po Sloveniji njihova poraba espressa.
Dizelske avtomobile imamo radi tudi, oziroma predvsem zato, ker jih ni potrebno zelo pogosto tankati, ker omogočajo tudi 1000 in več kilometrov avtonomije. Kitajci to našo dizelsko razvajenost očitno jemljajo zelo zares. In zato so že obljubili tudi v našo kamero, da k nam pripeljajo avto s koliko dosega, pa vam kar spustim to obljubo. Electricity range is more than 210 kilometers. The combination range more than 2000 kilometers. That's our now technology. 2000? Yes. No, dobrih 20 kWh velike baterije v priključnih hibridih smo že dobili. Da pa bi imeli tako velike posode za gorivo, te pa morda nekoč še bomo, ali pa tudi ne. No, MG HS priključni hibrid 2000 km še ne more prevoziti. Pa tudi 1000 km nemške avtocestne vožnje še ni zmožen ponuditi. To je dejstvo. Ampak mi vseeno menimo, da bi realna avtonomija tega avtomobila vseeno lahko prepričala tiste voznike, ki obiskovanja Petrola, Mola, Ine, Shella in ostalih ne marajo preveč. Ali bo tem zahtevnežem ta hibridna avtonomija dovolj, bodo seveda presodili sami. Ampak vedite, da se je Miha vozil od 6 zjutraj do 8 zvečer, pa se lučka za bencin sploh še ni prižgala. Torej, ne moram vas povabiti k ogledu reportaže z 24 ur Slovenije, to tudi ne bo milja Slovenija, recimo, da bomo šli na 750 km Slovenije. Pa se je lepa okrogla številka. Test sem začel Grosupljem ob 6 zjutraj s polno baterijo in polnim rezervoarjem. No, pa poglejmo, kaj sem opažal na poti. Tukaj okrog Kočevja je pa avtomobil končno pogruntal, da to ne bo ena kratka vožnja, pri kateri bo dovolj električna energija. Namreč pri vzponu po Torjaškem klancu je avtomobil najprej porabljal zgolj električno energijo, čeprav sem imel avtomobil že v štartu nastavljen na hibridni pogon. No in seveda po tistem klancu navzgor je bila poraba elektrike visoka, 24 kWh. Reko Kolpo sem prečkal na Petrini, potem sem se povzpel na Delnice, nato pa po avtocesti mimo Reke nazaj spet v Slovenijo. Mimo Podgrada, Hrpelja in nato v italijansko Bazovico, pa takoj spet nazaj v našo domovino. No, postanek v vselej čudoviti Lipici, to pomeni, da je za mano dobrih 200 km vožnje. Ta avtomobil pa ima bencinske zaloge še za skoraj 500 km. Zanimivo in pa tudi zelo koristno pa je, da je ta avtomobil od mojega zadnjega javljanja tam okoli Kočevja nekako začel ohranjati zalogo električne energije. Se pravi, še zdaj imamo za okoli 60 električnih kilometrov. Iz Lipice sem nadaljeval po italijanski regionalki proti Gorici, aktualni evropski prestolnici kulture. No, izpustil sem naš slovenski del kulturne prestolnice, torej Novo Gorico. Iz Stare Gorice se namreč da hitreje povzpeti do lepot Goriških Brd, ki so tik pred tem, da nas povabijo na prve letošnje češnje. Nadaljeval sem navzgor ob najbolj zeleni slovenski reki, ki se zbuja v novo poletno sezono. Fotopostankov pa je bilo dosem že toliko, da sem zamudil prvotno načrtovani avtovlak, ki naj bi me iz Mosta na Soči odpeljal na Gorenjsko. Pravzaprav še dobro, sem že kar malce pozabil, kako čudovite gore imamo tam na skrajnem severozahodu Slovenije.
Peljal sem torej čez predel v Italijo, nato pa kupil avstrijsko vinjeto in nadaljeval z avtocestnim tempom po avstrijski Koroški. Moj prvotni cilj je bil, da bi šel do Dravograda in tako po hitrom postopku nabral kar se da veliko kilometrov, ampak Poročam, da je 1-0 za avtomobil. Namreč, nahajam se v okolici Železne Kaple tukaj na avstrijskem Korošku in sklenil sem, da se bom usmeril direktno proti domu. Namreč, ves dan sem že na poti in počasi mi zmanjkuje časa. Pravzaprav lahko pripomnim, da rezervoar oziroma oba rezervoarja tega avtomobila lahko sprazni samo tisti voznik, ki ga pravzaprav nič ne zanima. Mene je pa danes preveč lepot Slovenije zamikalo in sem se prevečkrat ustavil, preveč stranskih cest sem obral in zato seveda sem po celodnevni vožnji naštel dobrih 515 km. Ampak vendarle, glede na potovalni računalnik pa lahko pripomnim, da ta avtomobil s veliko verjetnostjo prevozi več kot 800 oziroma tam 850 km, kar pa je seveda več kot dovolj za takšen prijeten nedeljski izlet. Po podatkih z potovalnega računalnika pa vendar lahko izluščim tudi to, da ta avtomobil je avtocestna ladja. Na avtocesti pravzaprav tisti podatek o benzinskem dosegu sploh ni padel. Pa še to vam povem, ves dan sem se vozil z električnim dosegom 50 km. Ves dan je zaloga v bateriji polovična. MG HS je torej malce drugačen hibrid. Namreč pri običajnih priključnih hibridih smo vedno bili navajeni, da preferirajo električno vožnjo. To pomeni, da najprej porabijo vso električno energijo, potem pa začnejo delovati kot samopolnilni hibridi. Zato tudi pravimo, da so to električni avtomobili z rezervo. Problem je, da ko porabijo elektriko, delujejo samo kot recimo samopolnilni hibridi, ki z vožnjo napolnijo samo nekaj elektrike. Ko so zahteve večje, recimo pri vožnji v strme klance ali pri močnem pospeševanju, običajni hibridi obremenjujejo bencinski motor. MG-jev hibrid pa, kot se je skazalo na poti, v hibridnem načinu samodejno prihrani polovico elektrike v bateriji. To pomeni, da mu je zlepa ne zmanjka, vselej ima na razpolago veliko elektrike, zato tudi vse večje napore priloži na elektriko. Bencinskega motorja nikoli ne napreza, ta vselej brni potiho z nizkimi vrtljaji. In seveda, zato je tudi poraba benzina lahko konstantna, pa če tudi od avta zahtevamo več. Pa naj zaključim, da smo avtomobil po Sloveniji nato vozili še nekaj dni po opravkih in lučka je zasvetila šele pri 864 km in takrat je še vedno kazalo 47 km električnega dosega. No, takrat se je Luka ustavil in natočil bencin. Kaj bi se zgodilo, če bi izpraznili rezervoar za bencin? No, to bomo pa raje preizkusili kdaj drugič v kontroliranih pogojih. Pa naj pripomnim še to, da redno kritiziramo vozne lastnosti kitajskih avtomobilov, ampak MG HS je v tem pogledu izjema. Avto ponuja dobre vozne lastnosti in kljub veliki bateriji ne deluje težaško. Kot bi tukaj glavno besedo imeli Angleži, ne pa Kitajci. Pa da se vam Miha slučajno ne bo zasmilil, na tej celodnevni slovenski avanturi ni preganjal zehanja z espresom. Bil je namreč na tej vožnji s svojo hčerko, tako da sta imela zelo kakovostno preživljanje skupnega časa. Preživljanje časa s svojo družino pa je Martino spodbudilo, da je na glas izrazila svoje mnenje o novem Peugeotu 5008. Glede Peugeota 5008 se v uredništvu nismo strinjali in danes vam povem mojo plat zgodbe. Peugeot 5008 je vedno bil družinski avto in tretja generacija SUV-ja to samo še potrjuje. Je širši, daljši 15 cm, dolga skoraj 4,80 m in višji 4 cm. Od predhodnika se razlikuje tudi po tehle treh levjih krempljih. Predhodnik je imel enega, največja razlika pa se skriva notri pri vozniku. Gremo pogledat? Ko sem se usedla v tale avto, sem takoj opazila, da je volan manjši. S tem v bistvu tudi gledamo v tale lebdeči ekran nad volanom. Nekoliko je odmaknjen, ampak so to prijetno rešili s temle manjšim ekranom, na katerem je polno bližnjic, preko katerih pa si lahko spremenimo tudi ambientalno svetlobo. In zelo veliko prostora je za shranjevanje.
Za mobitel je tukaj, sopotnik ga ima lahko tukaj. Tukaj je tudi zelo praktičen prostor za shranjevanje. Se pa s fantoma nismo strinjali glede konjev tega avta. Jaz pravim, da jih ima zadosti. Da ne bo pomote, vsi smo odgovorni vozniki, ampak fanta sta morda nekoliko bolj dinamična voznika od mene. In pravita, da ko greš po avtocesti in ko nekdo pri 130 skoči pred tabo ven in zabremzaš, rabiš nekoliko več časa, da spet lahko s dobro hitrostjo prehitiš avto. Ali pa na neki stranski cesti, ko bi rad na hitro prehitev, pač moraš morda malo premisliti, kdaj bo začel prehitevati. Ampak mene to res ne moti, ker ni to tako opazno, kot one dva trdita. Stojim za tem. Ne bom vam odpirala prtljažnika in kazala, koliko prostora je, ker je v eni izmed preteklih zgodb Luka zelo podrobno razložil razliko med 3008 in 5008. 6. in 7. sedež v tretji vrsti pa je meni zelo všeč, saj imam dva mala otroka in je to seveda vedno najljubša pozicija v avtu. Sta pa tukaj dve postavitvi v tem avtu, ki sta meni zelo všeč. Če takole spustimo sredinski sedež, dobimo res občutek povezanosti v avtu. Poleg tega boljši nadzor nad vsemi regolijami, ki se dogajajo na zadnjem sedežu. Potem druga opcija, ki pa mi je tudi všeč, je pa, če spustimo še tale sedež, pomaknemo seveda naprej. Dobimo tale kulski prostor, kjer imate otroka možnost odlagalne površine za revije, ki jih bereta med vožnjo, križanke. Predvsem pa ne sedita drug za drugim in se mi ne, saj vemo vse mame, o čem govorimo. Pa še nekaj, tale avto ima še en skriti adut. Vsi starši poznamo situacijo, ko smo na pitniku in bi se samo malo vdahnil, malo bi se skril. Pa ne veš, kam bi šel, kam bi dal noge. No, v tem avtu veš kam. No, zdaj pa razveselimo ptičke v gozdu, vsaj delno. Na Jezerskem imajo namreč merilnik hitrosti, ki je opremljen še z dodatnim merilnikom hrupa. No in ko se je tam mimo Miha peljal s temle MG-em, se je pokazalo tole. HS je peljal mimo samo na elektriko, torej potiho, zaradi česar se je tisti gams na sliki prav lepo zahvalil. No, s tiho vožnjo in ptičjo simfonijo pa je povezana tudi naša naslednja zgodba. No, če piše Outlander, to pomeni, da je treba jeti ven, da je treba jeti v naravo. Ampak seveda, avtomobil pa narava ni nujno, da vedno pašeta skupaj. Seveda, eno je nujno, da imamo tisti pravi čut za naravo, da jo bomo ohranjali tako, kot treba. No in zdaj imamo vzorčen primer, ko slišimo neodgovorno ravnanje v naravi. No, takšen zvok v naravo pač preprosto ne paše, ker takšen zvok naravi ne paše živalim. No, tukaj pa imamo avtomobil, ki lahko namesto takšnega zvoka se po naravi premika čisto potiho na elektriko. Oziroma, no, skoraj čisto potiho. V primeru priključno hibridnega Outlanderja, torej ta čisto potiho, pomeni, da poleg koles in podvozja slišimo tudi umetno ustvarjeno brnenje, cviljenje, tuljenje ali kar je še takšnih izrazov, ki označujejo to električno oglašanje. No, seveda pa se avtomobil oglaša, ker tako narekujejo bruseljska pravila. Glede na to, da se zima še noče posloviti, mislim, da je treba intervju začeti s čajem, ne? Res, ja. Ampak, okej, če pogledamo, tukaj piše 1500 vatov. Res. Pa da imamo tukaj eno energijsko najbolj potratnih električnih naprav, koliko bomo s tem porabili baterije v praksi? Ja, zdaj tukaj je v bistvu samo vprašanje matematike, ne? Če imamo mi 1500 vatov zmogljivost na vtičnicah, obeh, torej na sprednji in zadnji skupaj, pomeni, da lahko torej 1 uro porabimo 1,5 kWh ali v 10 urah 15 kWh. Če bi ta gorivnik oziroma grelnik gorel torej 10 ur, ne bi spraznili celotne baterije pogonske.
Z drugimi besedami ne rabimo se sekirati, lahko Res si ne. privoščimo to, ker je dovolj velika baterija. Ne? Tako. Zdaj za povprečno gospodinjstvo, ki porabi približno 7 kWh na dan, to pomeni, da avto bi v primeru sile lahko poganjal celotno hišo približno 3 dni. Se pravi, vehicle to grid, Tako. to tukaj dejansko funkcionira. Tako. Če gremo kampirati ali kjer imamo manj porabnikov, pomeni, da bomo poganjali lahko razne zunanje naprave precej dlje, tudi kakšen teden ali pa še kaj več. Ker ga? Limono in ingver, prosim. Ta Mitsubishi Outlander je, kot vemo, v bistvu zelo popularen avtomobil v marsikaterem evropskem kampu. Tako. Ja, zdaj prvo je to, kar sem že povedala, ne, v zmogljivosti same pogonske baterije, ki lahko poganja razne zunanje naprave, ni potreben preklop na torej kampu oziroma na prostoru, kjer se preklopimo ponavadi na zunanje elektriko, vodo in ostale zadeve, gre lahko tudi divje kampiranje. Ne. Druga je pa vlečna moč, kjer za uporabo vlečne kljuke omogoča zmogljivost do vleke prikolice do 1600 kg ali pa vertikalno obremenitev kljuke za razna kolesa, za nosilce, za prtljago in podobne zadeve do 100 kg. Do 100 kg, ok. Tako. To je v bistvu nekaj klasika, ne? Z električnimi kolesi to dejansko dosežemo tudi. Tako, 3 ali pa 4 električne kolesa brez problema avto prenese. Ne bi pa mogli med samo vožnjo ta električna kolesa tudi polniti. Večji problem bo zaradi prtljažnika, ne zaradi moramo uporabe zapreti. vtičanc. A pa dela, se pravi med vožnjo normalno. Načeloma Tudi ta v vtičance dela prtljažniku. tudi med vožnjo. Če bi recimo hotel polniti, ne vem, laptop, televizijo noter prenesti, tudi to je ena opcija, igrati igrice, se vse da. Se pravi, če imamo mali hladilnik noter, v bistvu meso in to pa brez problema. Tako. Mitsubishi je tudi seveda zelo popularen ne samo v kampu, ampak tudi na takšnih lepih koncih Slovenije oziroma Tako. koncih Evrope, sveta. Težje dostopnih. Težje dostopnih. Zdaj, kakšne so zdaj te terenske karakteristike tega avtomobila? Ja, zdaj prvo bo oddaljenost od tal, 199 mm, če smo čisto točni. Druga bo potem celoten plug-in hibrid sistem oziroma priključno hibridni sistem z 4-kolesnim električnim pogonom. In ta 4-kolesni pogon je zdaj malo drugačen, kot pa smo ga bili navajeni. Tako, malo včasih, drugačen. ne? Sistem v bistvu bazira na sprednjem in zadnjem električnem motorju, ki imata skupno 185 kW moči. In tukaj ni nobene mehanske povezave. Ni mehanske povezave, samo električna povezava. 450 Nm navore je na voljo tako rekoč od 0 obratov. Ne? Ni zakasnitev med tem, da bi se recimo bencinski motor zavrtel in preko mehanskega pogona to prenesel na kolesa. Je precej bolj odziven. Ko zmanjka električne energije v baterijah, potem takem Ohranja v bistvu klasičen hibridni pogon. Ne? klasičen hibridni, zato da v bistvu ima vedno v bistvu tudi zadnji pogon v bistvu Tako. vedno nekaj energije. Ne? Tako. No, seveda ne gre za to, da bomo ptičkom tukaj sredi narave odvzeli glavno vlogo, ampak je pa zelo koristno, če imamo v takšnem avtomobilu zelo dober zvočni sistem. No in v tem primeru lahko poročamo, da imamo tukaj visoko kakovosten Yamahin zvočni sistem, ki zna dekodirati recimo Dolby Atmos signal. Predvsem iz uporabniškega stališča pa lahko poročam, da je zelo dober, ker je malce bolj prezenten. Se pravi, tisti srednji toni, ki se ponavadi včasih izgubijo tam daleč nekje v ozadju, tukaj dejansko pridejo do izraza. Se pravi, govorim o petju in pa o kitarah. Zvočni sistem pa je zanimiv tudi zato, ker ponuja nekaj neobičajnih rešitev, kar se tiče zvoka. Namreč zvočno sliko lahko ta avtomobil prilagaja tudi delovanju klimatske naprave, se pravi ventilatorjem, in samodejno zna prilagajati tudi glasnost glede na ropotanje brisalcev v primeru dežja. A pozor, 1500 W zvoka raje ne izkoriščajte sredi gozda, sicer ne boste nič kaj bolj okoljsko ozaveščeni kot pa tisti motokrosist z neregistrirano krosko z začetka tega prispevka. Da seveda razumemo, da se električni avtomobil mora oglašati, da s tem opozarja svoje mimoidoče, sploh v tistih počasnih mestnih okoliših, kjer govorimo o mikromobilnosti, se pravi tam, kjer imamo stik različnih tipov udeležencev v prometu. Na ta način avtomobili skrbijo za višjo varnost. Ampak ne razumemo pa, zakaj tega zvoka ne moremo ugasniti, recimo s stikalom. To bi nam omogočilo, da bi potem, ko se vozimo po teh
po teh lepih, idiličnih cesticah po gozdovih, se vozili dejansko res čisto potihem. Če bi pa seveda srečali na teh poteh kakšnega pohodnika ali pa kolesarja, bi pa preprosto z enim stikalom spet vključili ta zoprn električni zvok. S podobno velikim terencem, ki prav tako lahko po terenu vozi čisto potiho, se bomo družili tudi v prihodnji oddaji. Bili smo namreč na premieri nove generacije Toyote RAV4. In mimogrede, ob robu te premiere smo ugasnili kamere in s Toyotinimi inženirji na hitro poklepetali tudi o MG-jevi hibridni tehnologiji. Mogoče vas bo to presenetilo, ampak Toyotini inženirji so imeli o tej tehnologiji samo dobre besede. Ampak seveda ne skrbite, tudi sami imajo precej zelo močnih asov v rokavu. Poglejmo, kaj pri Toyoti pravijo o konkurenci. Plug-in is not necessary for everybody. We have developed a lot of system to, I would say, encourage, not to educate, but to be honest with our customer. We don't have to push one technology. This is the beauty of multipath. We are driven by the fact that the customer should use for best the technology. We have a fantastic hybrid technology, which remains fantastic, but now we steer into this multipath. And also our network has to go into this direction of to be more an advisor for the customer. And this is where I think ultimately is where we deliver more, maybe much more than any other competitor. In addition to the highly efficient hybrid powertrain, the popular RAV4 plug-in has been taken surely one level up. V prihodnji oddaji vam predstavimo še več zanimivosti iz naših intervjujev. Novega RAV4 pa primerjamo tudi z električnim BZ-jem. Že do prihodnje oddaje pa vam številne zanimive vsebine ponudimo na spletnem portalu mmc.rtv.slo.si, na naših družbenih omrežjih, številni daljši prispevki pa so vam na voljo na našem YouTube kanalu. Srečno!